Jaz se veselim pravzaprav vsake pozitivne stvari, ki se v tem društvu in seveda tudi v zavetišču zgodijo. Ne smemo pozabiti, da azil pravzaprav ni samo azil, ampak je pravzaprav društvo in azil je samo en del društvene dejavnosti. Tako da so pa najpomembnejše naše živali, 20 psov v tem trenutku, 7 muc. Še vedno pa nas tisto bije, to kar pa če treba povedati, da na pol legalnost tega azila, ampak seveda najbolj sem pa vesel, pa se bom seveda v tem imenu zahvalil tudi predstavnikom občine, ki so po prejšnji oblasti pokazali resnični interes za rešitev tega azila. Zadeva je znana, da seveda išče se nova lokacija, več pa vam danes ne bomo povedali. Tako da tudi kakršno kakoli vprašanje v zvezi z lokacijo, če sem koga razočaral, ne bo spregovorena tudi strani nobenih, tako smo dorekli. Moram pa reči, da sem optimistično gledam in sem vesel pa nasmejan zrem v prihodnost v zvezi z azilom. Definitivno pa je, da se odtod v bližnji prihodnosti, ali pa bom rekel v srednjeročni prihodnosti selimo. In če bo se seveda zgodilo tako, kot se mora, v enih pravih merah, bom rekel, in z javnostjo, in z vsemi ukrepi, ki morajo biti za novo lokacijo, torej azila narejeni, potem, ja, dobro, to je to. Zdaj pa predajam, gospod Ambrožič pa gospod David sta tista ta glavna, ki bo ta povedala, kaj sta prinesla. Ja, to se pravi, veseli nas, zelo smo srečni, da lahko tako vsako leto do zdaj pomagamo temu azilu. Mi smo pač prinesli to naše darilo, ki pravimo skromno darilo, ampak je vedno se ponavlja in nikoli ne bo zmanjkalo. Mi želimo res preselitev azila na eno solidno lokacijo, da bomo skupaj nekaj naredili, vedno bomo pomagali azilo. Namreč danes je že tako obdobje, da ljudje živimo z živalmi skupaj in da si en drugemu tako ne samo koristimo, ampak tudi pomagamo, psihično pomagamo, rabimo se en druga. Dovolite mi, da se v imenu društva za varstvo in proti mučenju živali za Maribor iskreno zahvalim za vaš izreden human posluh za probleme, ki pravzaprav že vrsto let bijemo v našem društvu in za to čudovito donacijo v obliki hrane, v obliki opreme, v obliki povodcev, v obliki zdravil in tako dalje. Vsaka donacija, pa tudi če še tako skromna, je za nas ogromna. Pomeni namreč, da so še ljudje, ki vedo, kaj pomeni sožitje z vsem živim. Pa bi mogoče samo dodal, da se mestni odbor Stranke mladih cel čas budno spremlja situacijo v zvezi z azilom za živali. Smo tudi veseli, da bo kmalu splet. Hkrati pa več let za podobnimi akcijami, predvsem sodelovanju z podjetjem Kobri programi Skoč, izvajamo takšne in sorodne akcije, s katerimi pač želimo pokazati svojo, bi rekel, zeleno linijo pripadnosti politiki, zeleni politiki, ki izvajamo tudi v sklopu evropskih strank zelenih in pa poudarja pač pomen sožitja med vsemi živimi bitji, s katerimi prebivamo na isti prostor. Samo to bi še enkrat povedal, jaz se izredno zahvaljujem v tej priložnosti, torej seveda donatorjem. Po drugi strani pa je treba povedati točno to, da je mestna občina Maribor v zadnjih, torej pod županovanjem gospoda Kanglerja, seveda o pomoči podžupana Pečeta in seveda drugih mestnih svetnikov pravzaprav prikazala en posluh, ki ga pa v prejšnjih 8 letih žal nismo bili vajeni. Tudi jaz sem zelo vesel, da je danes sončen dan v Vranjah dnevi in sem zelo vesel, ko sem se ozrl po okolju azila, skrbno rejen in se na prvo oko že opazi, da v društvo pridemo živo delo. Moja skrb pa je naslednja, da skupaj z ekipo mestne občine Maribor poskrbimo za primerno lokacijo. Meni je žal, da je lokacija, ki smo imeli, bila primerna, s predsednikom sva se jo parkrat ogledala, da mestna četrt oziroma krajevna skupnost ni dala soglasja. Prepričan sem, da je to prioritetna naloga nas, da v
teh mesecih, ki so pred nami, najdemo primerno lokacijo, da najdemo soglasje z mestno četrto ali krajevno skupnostjo in da končno enkrat določimo, tu bo azil mesta Maribor. Seveda, z gospodom Ketičkovičem in njegovo ekipo imamo kar velike načrte. Pa vseeno zaradi domačinov, ki so v neposredni bližini in ki nasprotujejo temu azilu, moram dati jasno in glasno reči, da je dogovor na načelni ravni dosežen, da se ta azil preseli na drugo lokacijo. Tega dogovora sem zelo vesel. Po drugi strani pa je bil moj predlog, in to ni nobena skrivnost, glede na to, da smo reorganizirali občinsko pravo, da bi mestna občina Maribor na tem območju tega azila imela režijski obrat. Te objekte bi priredili za potrebe režijskega obrata in so tudi primerni, kar tudi ne nasprotujejo domačini in bi delo režijskega obrata potekalo nemoteno in na ta način bi tudi lahko legalizirali ta objekt. To je ena kombinacija, ki je primerljiva tako za proračun mestne občine Maribor, kot tudi za društvo in tisto, kar sem obljubil gospodu Ketičkoviču pri viziji, ki smo jo skovala skupaj z ekipo, kakšen naj bo sodobni azil, kakšni naj bodo prostori, sem prepričan, da smo sposobni to tudi urediti.